Gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. V studiu bosta svoj pogled na dogajanje v mestni občini Velenje danes predstavila vodja svetniške skupine Naše Velenje, Jože Hribar, in svetnik svetniške skupine Naše Velenje, Andrej Kmetič. Lepo pozdravljena in dobrodošla. Najprej mi je padlo v oči tole, kar imata na sebi. Črne majčke z zlatim napisom Naše Velenje, mesto črnega zlata in letnica 1875. Zakaj? Ja, tele majčke, ki so, moram povedati, zelo popularne, da ljudje nas klicarijo, pišejo, da bi jih imeli, so odgovor na majice, ki jih je župan in ekipa imela na nacionalni televiziji pred tednom ali dveh, z napisom Velenje z Y. Pač to je mene zbodlo v oči in sem šel na Google, vtikam Velenje in najdem enega izmed zadetkov, Kava bar v Turčiji. In sem rekel, to ni v redu, tako lepo mesto, kot je Velenje, rabi lepe majice. Imamo tradicijo, imamo knapovsko tradicijo in mi je padla pač ideja in sem oblikoval te majice in ljudje so navdušeni. Moram povedati, to zabito imam na Facebooku Messenger z prošnjami za majice, da sem že dal dvakrat jih delati zdaj. Jih je še možno potem dobiti? Je, zato ker jih zastonj delimo, gre pa hitro po njih. Ko ste ravno, Jožo, menili, da vse sami oblikujete, imate tudi ene posebne znamke, ki jih lahko že na začetku našega pogovora tudi pokažemo. Bo pokazal naš svetnik. Tudi to je recimo Velenjski grad je en simbol našega mesta. Tudi to sem sam fotografiral in oblikoval in mi je padla ideja, kdaj smo mi nazadnje imeli naše mesto poštno znamko, ne? In sem pač oblikoval znamke, smo jih dali delati in imamo zdaj naša stranka svoje znamke. Ampak res je, ko se pripeljemo v Velenje, nam takoj pade v oči Velenjski grad. Najlepši pogled je na grad in pač zato jaz sem za tradicijo, ne? Vedno ne smemo nikoli pozabiti na naše očete, ki so gradili Velenje, pa na naše najlepše stavbe. In na rudarsko mesto ste v vaši stranki še posebej ponosni. Ponosni smo na vse, tudi na Gorenje, na vse smo ponosni. In to moramo v ljudeh dati signal, da smo Velenjčani skupaj. Nismo mi levi pa desni, pa da smo vsi iz istega mesta. In da delamo vsi skupaj za naš boljši jutri. Tako. Stranka Naše Velenje ima v mandatu 2018-2022 v svetu mestne občine Velenje 2 mesti. Gospod Jože Hribar, ste vodja svetniške skupine Naše Velenje in hkrati član komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, član komisije za pripravo statuta občine, poslovnika sveta in pravna vprašanja. Kakšen je pravzaprav vaš pogled na trenutno dogajanje v mestni občini Velenje? Če se osredotočim na mestni svet, sem zelo razočaran nad samo opozicijo. Večinoma ljudi, svetnikov, hodi na seje zaradi cejnin, pa zaradi Cenviča. Ne sodelujejo v razpravah, po mojem niti berejo gradiva, sedijo pač in čakajo, gledajo uro, na telefonu špilajo igrice, čakajo, kdaj bo konc in grejo. Pač v mestnem svetu ni opozicije in kar je narobe. Res je, da ima SD večino, da lahko izglasujejo, kar hočejo, ampak vseeno bi morali bolj aktivno sodelovati svetniki pri vseh vprašanjih. Zato po mojem so šli v politiko, ne pa zato, da bodo tam pojedli sendvič pa vzeli tistih 200 € za sejnino. Andrej Kmetič, tudi vi ste član komisije za pripravo statuta občine, poslovnika sveta in pravna vprašanja in pa član komisije za priznanja, sicer pa tudi odličen glasbenik, tako vas poznamo v Šaleški dolini. Kakšen je vaš pogled na aktualno stanje oziroma dogajanje v mestni občini Velenje? Bom rekel, da zelo podoben kot Jožetov. Tudi meni je, bom rekel, slabo mi včasih rata, ko vidim ta glasovalni stroj. Nič ne moreš narediti, opozicija tudi spi bolj ko ne. Mislim, da bi bilo to treba malo spremeniti.
No, Velenje je pred kratkim dobilo priznanje za drugo najlepše in najgostoljubnejše mesto. Verjamem, da ste bili v svetniški skupini Naše Velenje veseli tega priznanja, kljub temu, da kot opozicijska stranka opozarjate na pomanjkljivosti občini. Če zdaj konkretno navedete, katere pomanjkljivosti? Jaz se bom kar najprej osredotočil na tista dva mastodonta, ker sem pač glavni ekspert za beton, in na Visto. Se pravi, tista dva mastodonta ne spadata tja, pa lahko oblast govori, kar hoče, ne spadata tja. Glede Viste je pa tako, letos sta bila 2 ali 3 koncerti tam, stala je zelo velik. Žalostno je pa tudi, da se je pač Pikin festival odvijal v samem centru Velenja, kar pa ni prav in zato pa imamo Visto, ne. In to mene najbolj žalosti. Jože? Ja, težav v mestu je veliko, ne. To moramo priznati. Res, da pač vladajoči SD zelo rad poudarja svoje uspehe, na neuspehe pa hitro pozabijo, pa jih pometejo pod preprogo. Ampak imamo težave. Težave imamo z ogrevanjem. Ogrevanje bo vedno draže. T6 ima težave, spet ne dela. V bistvu se dogajajo stvari, za katere smo nekateri vedeli, da pridejo, da bo prišel račun za lobiranje za T6. Obljubljali so delovna mesta, obljubljali so cenejše ogrevanje. V bistvu imamo manj delovnih mest, dražje ogrevanje. Vse se je postavilo na glavo, ne. In krivca ni, na koncu to bodo pa plačali ljudje na položnicah. Če smo zaključili pred kakšnim mesecem poletno sezono, je tukaj še Velenjska plaža, pa tudi kamp. Kakšna je zdaj situacija? Situacija, kar se tiče Velenjske plaže, je tudi zelo žalostna. Lahko bi se tam marsikaj dogajalo. Zaprli so tisti edini ne vem, kaj je tam, tisti nek bar, tam, ko je bil, tistega ni več, je bila neka prikolica, kar je zelo žalostno. Glede na Velenje, da se tako ponaša z vsem. Plaža ni tako urejena, ko bi mogla biti urejena. So pasji iztrebki tam in lahko bi veliko več vložili v infrastrukturo na jezero, drugače, da jo malo lepše uredijo, bi mogoče tudi bila malo bolj obiskana. Ja, veliko krat slišimo 100 000 obiskovalcev, ne. Jaz sem podjetnik in potem poslušam 100 000 obiskovalcev, pa si zaračunam, pomeni, če je vsak zapravil samo 6 evrov na tej plaži, ne, je to 600 000 evrov. Kje je ta denar? A hvalijo se, koliko ljudi imamo, koliko je finančni učinek od tega, koliko smo mi turističnih taks pobrali. Ne, to me zanima, ker turiste moraš pač obrat, ne, s parkirnino, z sladoledi, z pijačo, z hrano, ampak jaz tega učinka ne vidim finančnega. Še kamp? Ja, za kamp je pa še posebna zadeva, ne. Lansko leto je občina trdila, da jih kamp ne zanima. Letos v proračunu je namenjeno, da ga odkupijo za 650 000 evrov. Ampak spet, ne, super, z gospodarstvom se občina po moji logiki že malo preveč ukvarja, da naj se začnejo ukvarjati z asfaltiranjem cest, s tem, čimor je občina namenjena, ne. Župan je hišnik mesta. On skrbi, da je mesto urejeno, ne pa da to, da bomo imeli 6 restauracij ali pa ne vem kaj tam dol. Gre za to, še pol težava pri kampu je to, da se že ve, kdo bo najemnik. Kar je pa spet korupcija na kubik. V Velenju se veliko vlaga v infrastrukturo kot v vsebine, prireditveni prostor, cestna infrastruktura, adaptacije športnih objektov. Ste svetniki stranke Naše Velenje z razvojem mesta zadovoljni? Zdaj čisto iskreno, če poveste. Čisto iskreno. Jaz nisem zadovoljen. Zaradi tega, ker
So določeni odseki cest, ko so katastrofalni, recimo tule, ko se peleš mimo nakupovalnega centra Velenje, je cesta v katastrofi, ko se peleš proti Slovenj Gradcu, proti tunelu, ko zaviješ na desni pas za Gorico gor, so tam take kolesnice, da je zelo nevarno za motoriste, to smo že opozarjali. Sicer so nekako to zrihtali, ampak zelo slabo. Na splošno sem se pa zadnjič zelo nasmejal, ko sem se prvič peljal, ko so naredili neke kroge po tleh, gor pri tržnici, ne vem, kaj pomenijo tisti krogi na tleh, to mi ni jasno, kdo je to plačal, koliko je to stalo, tudi ne vem, nisem najbolj zadovoljen. No. Jože, razdelitev občinskih sredstev, pa tudi ta obljubljeni avtobus na vodik. Ja, avtobus na vodik je bil obljubljen, da bo vozil že lani oktobra, če se dobro spomnim, pa ga ni, ne. Sem dal tudi svetniško vprašanje glede tega, pa pravijo, da je pač COVID pa to, ampak eno leto je minalo in se zadeva ne premika. Ne. Pomeni, da je to spet ena neizpolnjena obljuba. Zanima me pa, kaj je s tem denarjem, ki je bil namenjen za te avtobuse. A je poniknil, a je še kje obstaja, ker te zadeve, pač, ki jim ne grejo, pač pometejo pod preprogo zelo radi, ne. No, Mestna občina Velenje so vi kot socialno naravnana občina v sklopu enega izmed ukrepov podporo gospodarstvu za blažitev posledic vpliva epidemije je občina na osnovi zakona o interventnih ukrepih oprostila plačilo najemnine 14 najemnikom in 7 podnajemnikom v skupni višini 23.485 evrov. Občina se ponaša s certifikatom Mladim prijazna občina. S prihodnjim letom se bo mladim v Velenju za 50% znižal komunalni prispevek, saj je občina sprejela pravilnik o dodeljevanju najemnih stanovanj v najem mladim. Občina sofinancira center za brezdomne osebe in še bi lahko naštevali. Pa me zanima vajin pogled na socialno ureditev v Mestni občini Velenje. Ja, jaz bom tako rekel, kar se tiče ta komunalni prispevek 50%, podpiram, ampak z eno rahlo izjemo, da ta komunalni prispevek lahko dobijo tudi tisti, ki niso državljani Republike Slovenije. Ne? In to se mi zdi malo bolj čudno. Kar se tiče stanovanj, za dodelitev mladim je pa 5 stanovanj veliko premalo, vendar se občina trudi po najboljših močeh, ampak še bolj bi pa bilo, da bi nek objekt, nek blok zgradili samo za mlade. To bi bilo pa idealno. No, to, da je Velenje mladim prijazno mesto, jaz tega ne vidim. Tudi mladina tega ne vidi. Sem tudi sam gostinc, se veliko pogovarjam z mladino in mladina ne zazna tega, da bi bila občina prijazna mladim. Mladina se nima kam dati, tudi služb ni za mladino. Vse to se vse lepo čuje, lepo in prav, da mladim 50% ceneje to levo desno. Ampak težava je, edina zaposlitev za mlade je v Hisense, a pa v Gorenju v proizvodnji za trakom. To je pa plača za 700 evrov in za 700 evrov si pač mlada družina ne more privoščiti gradnje stanovanja, pa mislim hiše, karkoli. Zato je premalo denarja. Lepo se to čuje, ta priznanja, ampak v bistvu to ne deluje. Je pa veliko prostovoljcev v naši občini. Prostovoljcev je, ja. Tudi jih je dost. Ampak, spet je tu ampak, to niso prostovoljci. Jaz sem že večkrat pač omenil, da to niso prostovoljci. Poznam primere, da je pač človek, ki je na socialki, dobil ponudbo za upravljenih 100 evrov, mislim 100 ur, dobi vsak mesec plačanih 100 evrov, kar pomeni, da je plačan 12 evrov na uro. Pa plus tega občina veliko da za prostovoljce denarja, imajo služben avto, nekateri so po mojem celo zaposleni za to, da so prostovoljci. Andrej, bi še kaj dodali? Ja, kar se tiče badže za župana, to je v bistvu ta denar, kar nekam gre. To se samo nekam tala v neke organizacije, nekam v neka društva in mislim, da ni glih najbolj prav, da se v teh časih zdaj denar tako tala, ko bomo imeli počasi velik problem z ogrevanjem. Mislim, da bi se občina Velenje bolj mogla posvetiti prihodnosti, kako se bomo ogrevali in s čim.
Ste pa v svetniški skupini Naše Velenje odprti za pobude in vprašanja občanov in občank. Se lahko obrnejo na vas s kakšnimi predlogi, konkretnimi vprašanji? Kje vas lahko najdejo? Najdejo nas lahko, najbolj nas najdejo na Facebooku. Tam smo dosegljivi 24 ur na dan. Drugače pa bo še Jože povedal. Ja, pisarno imamo na Trgu Mladosti 2. Ob tem pa moram povedati, naša Facebook stran Naše Velenje je super obiskana, imamo veliko odzivov, predlogov dobivamo od občanov, prošenj za članstvo v stranki, tako da delamo. Ljudje so prepoznali, da smo pozitivni, da hočemo dobro za mesto in da smo naši. Hvala lepa za delitev pogleda na dogajanje v mestni občini Velenje z vaše stranke Naše Velenje. Hvala pa tudi vam, gledalke in gledalci, za pozornost in prijazen večer še naprej.